dober dan in res prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odzvali vabilu na današnjo javno predstavitev, kaj prinaša predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Dogodek sta pripravila Ministrstvo za zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije. In v tem trenutku prav lepo pozdravljam vse današnje govorce, ki so danes z nami. To je profesorica doktorica Bojana Bejović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, gostiteljica današnjega dogodka. Lep pozdrav. Pozdravljeni, dober dan. Z nami bi naj bil tudi minister za zdravje Janez Poklukar, ki ga ob tej priložnosti tudi prav lepo pozdravljamo v Državni zbor, kjer so njegove obveznosti v Državnem zboru, tako da se nam zelo verjetno ne bo mogel pridružiti. Potem je z nami magistra Alenka Obrul, direktorica Zdravstvenega doma Celje, in Vladka Vovk, magistra zdravstvene nege, vodja projekta dolgotrajne oskrbe v Zdravstvenem domu Celje. Lep pozdrav v Celje. Lepo pozdravljeni. Potem je z nami gospa Carmen Rajer, magistra sociologije, vodja pomoči na domu in projekta Most, iz Centra za socialno delo Posavje, enota Krško. Prav tako lepo pozdravljeni. Se slišimo? Še ne. Gospa Carmen Rajer se nam bo zagotovo kmalu pridružila. In potem pozdravljam še gospoda Bogdana Tušarja, generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema iz Ministrstva za zdravje. Lep pozdrav tudi vam. Lepo pozdravljeni. Ker je z nami profesorica doktorica Bojana Bejović kot ena od dveh gostiteljev, bi morda najprej prosila za kratek nagovor profesorico Bejović, potem pa gospod Tušar vas v imenu ministra. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi gostje, lepo pozdravljeni na tem javnem posvetu o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Ta posvet je del javne razprave, za katero mislim, da bo pozitivna in nas bo privedla končno do ureditve razmer na tem področju v Sloveniji. Zdravniki še posebej čutimo potrebo po tem, da se v Sloveniji uredi zdravstvena oskrba. Obseg dela na tem področju, torej obseg dela s starejšimi, se je v zadnjem času na internističnih strokah zelo povečal. V zadnjih 10 letih je delež starejših nad 80 let na interni kliniki v Ljubljani narastel za 30%. Na infekcijski kliniki v Ljubljani pa se je delež 80-letnikov podvojil, medtem ko je delež ljudi, ki so starejši od 65 let, narastel za več kot tretjino. Številni starejši, ki so deležni akutne obravnave v bolnišnicah, kasneje bolnišnice ne morejo zapustiti tako, da bi se vrnili nazaj v povsem enako domače okolje, polno funkcionalni. Zato se nam zdi izjemno pomembno, da so v državi vzpostavljeni pogoji, da lahko vsaka oseba, ki z leti ima zmanjšane svoje sposobnosti, nadaljuje svoje življenje v okolju, ki je zanjo primerno, in da so za to priskrbljena tudi sredstva. Ob rob polemike o končanju smrti z evtanazijo moram povedati že z zdravniške strani večkrat izrečeno dejstvo, da o takih korakih ne moremo razpravljati, dokler ne poskrbimo za starejši del populacije. In jaz upam, da bomo s tem zakonom naredili tako zelo želen in pomemben korak naprej. To so razlogi, zakaj se tej razpravi aktivno pridružuje Zdravniška zbornica, obenem pa predstavlja ta razprava tudi priliko, da predstavimo nekatere dobre prakse, nekatere projekte, ki so v zadnjem času v Sloveniji že potekali. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesorica doktorica Bojana Bejović. Zdaj pa prosim gospoda Bogdana Tušarja, da nam poda nekaj uvodnih misli za začetek, potem pa gremo na vsebino. Ja, najprej najlepša hvala in lep pozdrav gospe predsednici, gospe Bejović in pa vsem udeleženkam in udeležencem današnjega
srečanja. Lepe pozdrave tudi strani ministra za zdravje, gospoda Janeza Poklukarja, ki žal danes ne more biti z nami v tem uvodnem delu, ker se pač ima aktivnosti v državnem zboru. Ne glede na to, bi mogoče na začetek izpostavil par besed v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi. Torej, vse sodobne in odgovorne družbe se na nek način spopadajo z izzivi urejanja sistemov dolgotrajne oskrbe. Sistemov, ki bi prožno odgovarjali tako na potrebe uporabnikov in pa bi bili hkrati tudi na nek način dolgoročno lahko stabilni, finančno vzdržni ter bi krepili razvoj skupnostnih oblik oskrbe. Slovenija je, hočemo ali ne, ena izmed najhitreje rastočih starajočih se družb. S staranjem prebivalstva pa se seveda povečujejo tudi potrebe po storitvah na področju dolgotrajne oskrbe in tudi zdravstva na splošno. Razvoj novih tehnologij, novih metod zdravljenja, boljše bivalno okolje in ozaveščenost prebivalcev o skrbi za lastno zdravje nam seveda omogočajo, da živimo bolj kakovostno in živimo tudi dlje. Iskanje odgovorov glede ustrezne pomoči v obdobju, ko pač zaradi bolezni, poškodb, starosti in invalidnosti ne moremo več v celoti poskrbeti sami zase, ostaja seveda odraz naše skupne družbene odgovornosti do vsakega državljana. Prav zato je enotna sistemska ureditev na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ključnega pomena in je tudi nujna. Dolgotrajna oskrba, vsi vemo, zajema niz ukrepov, storitev, aktivnosti, ki so namenjene predvsem tistim osebam, ki zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju so trajno odvisne od pomoči ostale osebe in pač potrebujejo pomoč pri opravljanju tistih ključnih, osnovnih, podpornih dnevnih opravil. Pred vsemi nami, pred Slovenijo kot družbo je izziv sprejetja sistemskega zakona, ki bo prvič uredil področje dolgotrajne oskrbe. 20 let že sedaj trajajo aktivnosti za to, da ga sprejmemo. Rešitve predlagane v tem zakonu so preverjene in bomo tudi danes slišali v nekaterih pilotih, ki bodo v nadaljevanju predstavljeno. Vse te aktivnosti je koordiniralo Ministrstvo za zdravje in prinašajo nekatere možnosti izbire upravičencev, predvsem te, kje in na kakšen način storitve lahko želijo uveljavljati. Omogočajo predvsem, kar je pomembno, aktivno vlogo upravičencev, krepijo podporo izvajalcev neformalne oskrbe, krepijo pogoje za povezavo sistemov zdravstva in socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe s ciljem neprekinjene in celostne obravnave, kar smo tudi danes že slišali, da je zelo pomembno. Prinašajo nove storitve in tudi storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti, omogočajo, da državljani s primerljivimi pravicami in potrebami dostopajo do primerljivih pravic, torej zagotavljajo enakost med vsemi državljankami in državljani Republike Slovenije. Predvsem pa odgovarjajo želji večine, da kljub različnim oviranostim tudi v obdobju življenja, ko ne zmore več poskrbeti v celoti zase, in ob raznolikih kakovostnih in storitvah dolgotrajne oskrbe zagotavljajo v okviru javne mreže vse tisto, kar bodo ti ljudje nekoč ali pa sedaj že potrebujejo. Na današnjem srečanju bomo slišali odlične predstavitve nekaterih pilotnih projektov v Krškem in v Celju, ki dokazujejo, da je ureditev dolgotrajne oskrbe nujna, da je integriran pristop k temu področju ključnega pomena in tudi naslavljajo vse tiste pomembne aktivnosti, ki si jih kot državljani v okviru sistemov ureditve dolgotrajne oskrbe zaslužimo. Tako da hvala še enkrat in prijetno srečanje želim. Najlepša hvala, gospod Bogdan Tušar, v tej točki, potem bomo skupaj še enkrat. Zdaj pa gremo v zdravstveni dom Celje. Tam ste konec leta 2020 zaključili pilotni projekt, ki ga je financirala tudi Evropska unija s področja dolgotrajne oskrbe. Pa prosim magistro Alenko Obrul, direktorico Zdravstvenega doma Celje, in Vlatko Vovk, vodjo tega projekta, da nam predstavite, kakšne so izkušnje, kaj ste skozi projekt spoznali. Lepo pozdravljeni vsi poslušalci. Glede na to, da je Zdravstveni dom Celje predvsem znan po snemanju filmov in na tak način predstavimo naše delovanje,
smo tudi v okviru tega projekta z vsemi partnerji in z zaposlenimi na projektu posneli vaš filmček, katerega vam bomo sedaj predvajali in mislim, da bo vedle slike več, mogoče kot same številke in besede. Tako da prosim, da si pogledamo skupaj ta filmček. Zanima me za mojega očeta. On je star 80 let in odkar je prišel z bolnice, on ne ostane več sam iz postelje. Vsemu moramo pomagati in mi sami tega ne zmoremo več. Koliko nam lahko pomagate? Zdaj, da se lahko vključite v dolgotrajno oskrbo, je potrebno oddati vlogo za uveljavljanje pravice do dolgotrajne oskrbe s privolitvenim obrazcem, s katerim se oče strinja, da lahko mi, ocenjevalci, vstopimo k njemu v dom. Kakšne storitve pa nudite? Imamo nego, potem gospodinjska opravila, premeščanje, družabništvo, potem za ohranjanje samostojnosti imamo fizioterapijo, delovno terapijo, kineziologinjo, ki očeta razgibajo in mu pomagajo, da še ohranja tisto, kar je zdravega ostalo. Aha, zanima me, koliko pa finančno znese? Zdaj za čas projekta, ko traja projekt, so vse storitve, ki jih mi nudimo, popolnoma zastonj. Čudovito. Najlepša hvala za informacije.
Lepi dan, Dakija, lep pozdrav. In karaoke, delajo? Ja, delajo, fajn. Delajo fajn, no? Bote zdaj tak prekinil, pa bomo šla mi do te prvo malo hoditi, prav? Ja, to. Dačo. Dobro jutro. Jutro. Kak ste, gospa Lojska? Gre. Gre. Zdaj bomo naredili nego, potem boste zajtrk pojedla, vas Gojko čaka, a ne? Se posedva na noge, na invalidski voziček, pa vstajanje in postavljanje na noge, ne? Ja. Dober dan. Kak ste? V redu, pa vi? Pa v redu, bo. In kak je gospod Franc danes spal? V redu, je spal do 2 ponoči, ponoči pa pol lulat, pa je pol nazaj zaspal, ne? Aha, bomo šle do njega, ga bomo umila po obrazu, po telesu, menjala planičko, pa malo pomasirala, pol bo pa dala še zdravila, pa ga obrnala, pa najbolj, da gremo kar do njega. V redu? Super. Gospod Pavlović, zdaj me pa poslušajte. Ja. Vi boste zdaj vstal in boste šel s tem tako znate, jaz sem pa zraven samo zaradi varnosti, v redu? Ja. Da vidimo to. Tako, evo vas. Evo, pa tako gremo. Kak ste? V redu, hvala. V redu? V redu. Boma zdravila vzela, v redu. Lepo. Ovo zdaj moja pila, primte kozarc. O, danes vam pa gre. Danes je fil boljše. Je boljše. Ne, slamica noter. Veste, da je pomembno. Aha, danes boste celo tak pili. Ja, super. Evo. Takle. Evo, Lojska. Gremo najne standardne vaje. V redu? Ja. Prijemite se z rokami. Dvignete. Kar greva. Hop. In 3, hop. Zdaj pa zravnat. In na 6, če bo že šlo, ne? Bomo vedeli. Evo, gospod Frilik, zdaj vas bom pa založila, ker boste, ne, tja se obrnite, držite se z rokami, tako, pa čim bolj mehki, saj veste, skrčite to nogo, to roko, primite se za ograjco, bravo, in tako, evo, pa glavo dol, ne bi tak trdno, ker glavo dol, tako sproščeno, evo, da se mišice sprostijo, super. Mama nosi verižico okoli vratu, to je trakec z obeskom, to ima noč in dan na sebi. Lahko dan na nočno marco, ampak pravi, da se bolj varno počuti, da ima na sebi to verižico. V primeru, da bi pritisnila na verižico, bi se sprožil telefonski klic v klicni center in jo pokličejo, se odzovejo takoj na klic in jo vprašajo, kaj je, in lahko oni posredujejo takoj, če je potrebno, ali pokličejo potem oskrbnika, to se pravi mene, kot hčero, da se javim sem, če se slabo počuti, da ne rabi hitre pomoči. To se pravi, je povezava z takojšnjo reakcijo zdravnika, na tej liniji je tudi zdravnik, da lahko odgovarja, če jo karkoli skrbi. Pomeni, da sama aktivira pomoč, v primeru pa, da se giblje
izven nekih običajev, to pomeni tako, ko imajo oni izračune, kako se giblje v enem mesecu, pa oni pokličejo in vprašajo, zakaj niste vstali ali zakaj imate hladilnik odprt, zakaj so vaše vhodne vrata že 1 uro odprte, a je vse v redu. To se pravi, v primeru, da odstopa od nekih normalnih gibanj v prostoru, oni pokličejo. Dober dan, dolgotrajna oskrba, kako vam lahko pomagamo? S pilotom želimo pomagati našim uporabnikom, da ostanejo čim dlje v domačem okolju s pomočjo naše strokovne pomoči, fizioterapevtov, delovnih terapevtov in kineziologov. Projekt je financiran strani Ministrstva za zdravje in Evropskega socialnega sklada. Izvajalci dolgotrajne oskrbe izvajajo storitve v sožitju z vami. Zato so vaše težave in problemi v prihodnosti tudi naš izziv. Upam, da vam je bil predstavitveni film lep, všeč in da ste tudi videli, kako dejansko je potekalo vsakodnevno delo naših zaposlenih na projektu in kako so jih sprejemali naši upravičenci. V Zdravstvenem domu Celje smo prejeli v času trajanja projekta 891 vlog. Od tega smo naredili 441 ocen na domu, 229 oskrbovancev smo oskrbovali, 89 oskrbovancev pa nismo oskrbovali, ker smo presegli normativ in dejansko so se prepozno prijavili in je potem bilo čas projekta zaključen in dejansko niso mogli več priti v projekt. Razlika, ki predstavlja med oskrbovanimi in ocenami, je 123, od tega pa jih je 88 umrlo, nekateri so šli v domove, nekateri pa niso želeli naše pomoči. To so na kratko samo številke, zdaj bo pa gospa Vladka vam še predstavila dejansko pomembnosti enotne vstopne točke in pomembnosti same koordinacije na terenu. Kaj smo z delovanjem oziroma izvajanjem storitev aktivnosti dolgotrajne oskrbe nekako prišli do zaključka, da je zakon o dolgotrajni oskrbi nujno potreben, da dejansko ima neke temelje, ki pa trenutno izvajanje ne pokrije vseh potreb v našem okolju.
Ob tem bi želela poudariti tudi to, da res je, da večinoma se pogovarjamo o starejših ljudeh nad 65 let, da se populacija teh ljudi iz dneva v dan viša, vendar smo v izvajanju pilotnih projektov in naj bi tudi tako bilo v dolgotrajni oskrbi vključitev vseh nad 18 let, se pravi vsi, ki so potrebni pomoči nad 18 let, kar tudi ni zanemarljiva številka. Enotna vstopna točka pri delovanju storitev dolgotrajne oskrbe v pilotnem okolju v Celju se je pokazala za izredno pomembno in tukaj bi želela poudariti, da ni vseeno, kam jo v bodočnosti postavimo. Tukaj dobi človek oziroma tisti, ki je pomoči potreben, vse informacije na enem mestu. Na naši enotni vstopni točki smo tudi natisnili na primer vlogo za center za socialno delo, mu podali informacije, mu pomagali vlogo izpolniti, da je lahko potem posameznik to vlogo samo odnesel na center za socialno delo. Enotna vstopna točka naj bi bila oziroma se je najbolje izkazalo v tisti ustanovi, kjer ljudje največ hodijo. Se pravi, tista, ki jim je najbolj domača in tam, kjer najbolj oziroma v prvo poiščejo pomoč, kadar potrebujejo dodatno pomoč oziroma pri svojem zdravljenju. Na enotni vstopni točki se je zelo dobro pokazala zaposlitev diplomirane medicinske sestre in socialne delavke. Zakaj? Zaradi tega, ker diplomirana medicinska sestra je videla svoj zdravstveni vidik, socialna delavka je pa videla tudi malo širše, tudi socialno okolje in vse tisto, kar človek, posameznik potrebuje, poleg tega, da mu previješ rano, zamenjaš plenico, ga umiješ in nahraniš. Dobro smo sodelovali z izvajalci, z lokalno skupnostjo. Tukaj bi poudarila to, da je izrednega pomena tako redni sestanki z DSO-jem, z Centrom za pomoč na domu, kjer smo mi imeli v Celju tedenske sestanke in smo se o posameznikih tudi pogovarjali, kaj kdo nudi, kaj kdo potrebuje in tudi kadar so bili ali smo bili mi ali oni prezasedeni, smo poiskali nekako skupno pot, da se je posameznik kljub naši prezasedenosti dobil tisto nujno potrebno pomoč. Potem tudi sodelovanje s koordinatorjem odpusta iz bolnišnice. Prej smo že v uvodnem govoru slišali, da je bilo rečeno, kako je problem, ko pride človek v bolnišnično oskrbo in ko je zdravljenje zaključeno, dejansko ne more po zdravljenju živeti sam v domačem okolju. Tu imamo zelo dobre odnose oziroma izkušnje z sodelovanjem z bolnišničnim koordinatorjem Splošne bolnišnice Celje, kjer so tudi kakšen dan, dva pacienta še zadržali v ustanovi, dokler nismo mi lahko organizirali skupaj s Centrom za pomoč na domu, da smo posameznika varno lahko potem tudi oskrbeli v domačem okolju. Ne nazadnje je pa tudi ena izmed glavnih nalog enotne vstopne točke sodelovanje z vsemi deležniki v lokalnem okolju, tako Karitasom, Rdečim križem, potem društvom upokojencev in pa ljudem, ki že tako ali tako pomagajo ljudem na domu. Toliko iz našega okolja za enkrat. Hvala lepa, da ste nas poslušali. Upam, da smo vam dosti nazorno prikazali naše delovanje v teh 2 letih. Hvala. Najlepša hvala za res nazorno predstavitev tega, kaj se je dogajalo v okviru projekta, kako so v bistvu pomoč sprejemali tudi vaši oskrbovanci oziroma varovanci. Zdaj pa gremo še na en pilotni projekt, na predstavitev še enega pilotnega projekta. Selimo se v Krško. Z nami je Karmen Rajer, magistra sociologije, vodja pomoči na domu in projekta Most, Centra za socialno delo Posavje. Ste z nami?
Lepo pozdravljeni, se slišimo. Lepo pozdravljeni, vidimo in slišimo. Pri vas pa se je evropski projekt oziroma pilotni projekt potem razvil v projekt, ki ga še vedno tudi izvajate v določenem delu. Pa nam predstavite oba vidika. Naj povem morda še to, na začetku so tisti, ki so se nam pridružili prej, že lahko videli tudi vaš predstavitveni video, zavrteli ga bomo tudi ob koncu, to se pravi po predstavitvi, kaj prinaša predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Zdaj pa vaše informacije, lepo prosim. Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Bom kar samo pripravila si PowerPoint, da mogoče malo bolj nazorno pokažem. Ne vem, če se vidi, upam, da se vidi. Se vidi, samo še, če ga tako, ja, super, vidimo. Ja, torej mi smo v bistvu na enak način kakor Celje in pa še Koroška tudi sodelovali v pilotnem projektu integrirane oskrbe, ki smo ga mi poimenovali Most. Most zaradi tega, ker smo želeli nekako vzpostaviti most med različnimi deležniki v lokalni skupnosti, ki se ukvarjajo z enako ciljno populacijo, kakor se ukvarjamo mi. Naj povem, da Center za socialno delo Posavje enota Krško ima letos tudi 30 let pomoči na domu, tako da smo v bistvu ustanova z zelo dolgo tradicijo izvajanja pravzaprav teh prvih zametkov dolgotrajne oskrbe v domačem okolju. Povezali smo se z domom starejših občanov, zdravstvenim domom, z varstveno-delovnim centrom in tudi z splošno bolnišnico. Imeli smo potem še tudi podporne partnerje, to je bil Hospic, Sožitje, Društvo Sonček, Društvo gluhih in naglušnih Posavje in seveda pomembnejši Društvo upokojencev, s katerimi smo tekom projekta sodelovali. Projekt je bil mišljen za 2 leti in z projektom smo želeli preseliti storitve dolgotrajne oskrbe iz institucionalnega okolja v domače okolje ter na ta način nekako nuditi pravico do izbire, o kateri govori tudi listina o človekovih pravicah, ki govori o tem, da imajo pravico ljudje do oskrbe v domačem okolju, kot tudi pravico odločati o tem, kakšno oskrbo bodo prejemali in odločati o tem, kje bodo bivali. Izhajali smo iz samostojnosti upravičencev, ne iz odvisnosti, in sicer iz tega, da prevzamejo vpliv nad svojim življenjem. Testirali smo novo ocenjevalno orodje, zdaj se imenuje Oldo, takrat je bilo to v bistvu NBA lestvica po nemškem modelu, ter v bistvu pripeljali nove storitve v domače okolje, se pravi nadgradili samo izvedbo pomoči na domu in nekako izstopili iz nekih profesionalnih okvirjev, se začeli enakovredno sodelovati z vsem strokam, stremeli k skupnemu cilju in na ta način dosegali zelo dobre rezultate. Zaposleni v projektu so bili na enotni vstopni točki diplomirana medicinska sestra, socialna delavka, delovna terapevtka in pa fizioterapevtka. Imeli smo zaposleno koordinatorico dolgotrajne oskrbe, ki je bila univerzitetna diplomirana socialna delavka, enoto za oskrbo, kjer je bilo zaposlenih 6 tehnikov zdravstvene nege in pa enoto za ohranjanje samostojnosti, kjer je bil zaposlen fizioterapevt, delovna terapevtka, diplomirana socialna delavka in pa magister kineziologije. Na kratko, statistika ne bi razlagala o tem, kako je potekalo, ker sam potek je bil takšen, kakor je bil pač predstavljen tudi v Celju. Mogoče to obdobje podaljšali smo potem za pol leta do 31.12. in smo imeli tako prejetih 534 vlog, prvič in ponovno ocenjenih je bilo 503 oseb, število oseb upravičenih do dolgotrajne oskrbe v domačem okolju je bilo 280, število oseb upravičenih do dolgotrajne oskrbe v instituciji je bilo 113. 247 uporabnikov je prejemalo različne storitve, imeli smo tudi uporabnike, ki so prejemali storitve e-oskrbe, teh je bilo 68, število oseb bi bilo lahko sigurno še višje, vendar pa smo imeli pač kadrovske normative, to je bilo eno, tako da se kar nekaj od oseb niti ni moglo vključiti v samo izvedbo storitev. Poleg tega pa je pač projekt nastavljen tako, da je vedno žal
tudi zelo veliko projektnih aktivnosti. Jaz bi lahko danes ocenila, da sigurno 40 do 50%, ko smo postavljali nov informacijski sistem, elektronsko evidentiranje, obrazce, sestanki, izobraževanja, tako da tega je bilo timskih sestankov, povezovanja, nekako iskanja poti do različnih deležnikov v procesu oskrbe in nege. Učinki so bili kratkoročni, seveda več storitev je bilo na voljo za dolgo kvalitetno življenje v domačem okolju, zadovoljni uporabniki in svojci, izenačili smo pravice med tistimi, ki so bivali doma in tistimi, ki bivajo v instituciji. Delali zelo veliko na vključevanju starostnikov v polnovredno vsakdanje življenje, je bilo manj socialnega izključevanja, tudi ko je prišlo do epidemije. Malo smo ohromeli v prvem valu, ampak potem smo pa zelo hitro pravzaprav se aktivirali, tako da so aktivnosti tako pomoči na domu, kakor aktivnosti samih storitev projekta se nadaljevale in se pokazale sploh v teh časih kot izredno dragocene. Izboljšali smo splošno psihofizično stanje uporabnikov, razbremenili in opolnomočili družinske člane, zmanjšali finančno breme lokalne skupnosti tudi zaradi izboljšanega zdravstvenega stanja, bistveno manj potreb je bilo po namestitvi v domsko oskrbo. Tudi z zavodom smo se pogovarjali glede zaposlovanja neformalnih oskrbovalcev, ki so ostajali doma zaradi oskrbe družinskih članov. Vzpostavili smo učne baze, delali tudi na promociji teh deficitarnih poklicev, kar se je tudi pokazalo potem dost v interesu, ki so ga izkazovali mladi glede zaposlitev pri nas. Mogoče hitro kategorizacija, zelo enakovredno, imeli smo od 1. do 5. kategorije, podatek mogoče, ki res bode v oči, je, da je bilo 23 oseb v 5. kategoriji, ki so pravzaprav bivale doma in z pomočjo naših in drugih storitev lahko ostale v domačem okolju med svojimi ljudmi. Tudi 4. kategorija, ki je ena težjih, je bilo 65, kar tudi ni zanemarljiva številka. Skratka, same storitve, mogoče nekaj utrinkov, so res prinašale različne oblike skrbi in pomoči v domove naših uporabnikov. Tudi usposabljali smo se za delo v času epidemije ter na ta način neprekinjeno nudili same storitve, mogoče še na kratko pomoč na domu. 2,5 leti projekta smo potem nadaljevali na pobudo občine, ki je prepoznala pravzaprav te storitve kot nujne, da ostanejo v tej lokalni skupnosti. Kar nekaj občanov se je obrnilo na nas, na občino, ki so bili prestrašeni, kaj pa sedaj, ko tega več ne bo. Tako da smo res po veliko podporo občine šli lahko naprej v nadaljevanje tovrstnih storitev, sicer ne čisto v enaki obliki. Vstopna točka je sedaj na pravzaprav pomoč na domu, kot takšna, kakršna je bila v projektu, je več ni, jo zelo pogrešamo, lahko to povem, ker je kadrovsko to kar obremenitev tudi za naju dve s koordinatorko. Enota za ohranjanje samostojnosti smo uspeli ohraniti magistra kineziologije, v celoti diplomiranega fizioterapevta in pa delovno terapevtko. Enota za oskrbo pa zdaj trenutno deluje pod diplomirano medicinsko sestro, ki je nosilka zdravstvene nege in je zaposlena za polovični delovni čas, ter pa 2,5 tehnika zdravstvene nege. Število oskrbovalk na pomoči na domu pri nas je 25, jaz kot vodja in pa koordinatorica zraven, imamo službene avtomobile, ostalo in še vedno nadaljujemo je elektronsko evidentiranje storitev, imamo tudi strani občine dislocirano lokacijo v primeru sive ali rdeče cone, redna izobraževanja, usposabljanja iz različnih področij. Mogoče še število uporabnikov v občini Krško v času od 1.1. do 14.10. Teh je bilo 247, 29 v občini Kostanjevica na Krki. Se pravi, imeli smo v tem času skupaj 275 aktivnih uporabnikov,
prenehan zaradi izboljšanega zdravstvenega stanja je bilo v tem času 26. Naj povem, da to so uporabniki, kamor so se vključevali tudi, se pravi, strokovnjaki iz Mosta, se pravi, skupno z pomočjo na domu smo delali na tem, da se ali izboljša ali popolnoma izboljša njihovo stanje ali pa da krepimo oziroma ohranjamo obstoječe stanje. 289 prošenj je bilo v tem času vloženih, pri 14 osebah v tem času ni prišlo do realizacije zaradi čakanja na ustrezen termin smrti, odhoda v institucionalno varstvo ali druge pomoči. Statistika same dolgotrajne oskrbe, se pravi 30 uporabnikov pri enoti za oskrbo, 67 pri enoti za ohranjanje samostojnosti in pa skupno 78, se pravi, uporabnikov. Govorimo o tem, da se pač vsi te navedeni kadri v določenem delu vključijo, ko nekdo zaključi. Če govorimo, ne vem, vključi se fizioterapevt, ko nekako oceni, da on več ne potrebuje, se vključi delovna terapevtka, ki jih nauči samostojnosti oblačenja, hranjenja, funkcioniranja, predtem se že vključi, ko je potrebno prilagoditi bivalno okolje in po potrebi se še potem kineziolog vključi, ki potem z njimi nadalje dela na krepitvi te mišične mase, gibljivosti, izhodu iz hiše, stanovanj in nekako spet aktivni vključitvi. Zelo nam manjka, lahko rečem, socialni delavec, ki je bil tudi v samem projektu prisoten in lahko res delo z družino 1 na 1, zelo strnjeno, tukaj res čutimo manjko. Mogoče še nekaj učinkov. Fizioterapevt naš je ocenil nekje 80% izboljšanj v smislu gibalnih aktivnosti in lažje oskrbe v domačem okolju. Pri 4 osebah je prišlo do popolnega izboljšanja stanja, pri cirka 15% pa je vzdrževanje in ohranjanje gibalnih sposobnosti. Delovna terapija, tudi 1 oseba, popolno izboljšanje. Pri 3 osebah je ocenila 80% izboljšanje, pri 4 osebah je 60% izboljšanje, se pravi, je to vzdrževanje kognitivnih in gibalnih sposobnosti. Naj povem, da se je delovna terapevtka zdaj tudi pokazala kot izredno dobra pri preventivnih aktivnostih preprečevanja inkontinence in pa pri osebah z demenco, kjer preko zaposlitvenih aktivnosti v domačem okolju pravzaprav z njimi ohranja preostale kognitivne sposobnosti in v bistvu na ta način lahko bistveno dlje vzdržuje njihovo samostojnost v domačem okolju. Tudi kineziolog ima zelo dobre rezultate, tudi kontinuirano ohranjanje gibalnih sposobnosti. In pa tehniki zdravstvene nege, ki se vključujejo tam, kjer je res oskrba specifičnih zdravstvenih stanj, paliativna oskrba, oskrba oseb z demenco, kjer je potreben zahtevnejši, bolj strokoven pristop. Učinki seveda so zaradi tega okrepljena samostojnost uporabnikov, pa tudi sama edukacija in podpora neformalnih oskrbovalcev. Sodelovali smo in še vedno sodelujemo z različnimi deležniki v skupnostni oskrbi, se pravi, še vedno sledimo konceptu integrirane oskrbe z skupnimi cilji, prilagojena bivalna okolja z nekimi minimalnimi finančnimi vložki, da jim pomagamo urediti bolniško poslo, priporočimo pripomočke, na kakšen način držala namestiti v stanovanju ali v hiši, osvetliti bivalno okolje in tako naprej. Večja osveščenost lokalne skupnosti, prepoznavnost tudi in promocija teh skrbstvenih deficitarnih poklicev, kot sem že povedala. Vse informacije na enem mestu, tudi pravočasna vključenost v različne oblike pomoči in tudi dvig kvaliteta pravzaprav vseh vključenih v proces pomoči. Tukaj govorimo tudi o neformalnih oskrbovalcih, ki nekako, ko vejo, da so njihovi starši, stari starši, da je za njih v redu in primerno poskrbljeno, tudi lahko bistveno bolj mirni in efektivni konec koncev na svojih delovnih mestih. Tudi manj nasilja z našo vključitvijo v družinah, dvig kvalitete odnose celotne družine.
Zdaj sama pomanjkljivost trenutne ureditve, seveda mi smo to ponudili, vendar je to plačljivo, v projektu je bilo to brezplačno. Zdaj 50% plača, sofinancira občina, 50% sofinancira uporabnik sam, še vedno ne dosežemo vseh, ki bi to seveda potrebovali, tako da same potrebe so na terenu še bistveno višje. Tako da se še z občino tudi dogovarjamo, kako še bolj to dostopno narediti, seveda vsi upamo tudi na zakon o dolgotrajni oskrbi. Kot sem že omenila, ta potreba po socialnem delavcu, ki ga pogrešamo sploh iz vidika časa epidemije, ko se soočamo z veliko depresije, socialno izključenostjo starejših, ekonomskimi stiskami starejših, zaradi težje dostopnosti institucij, teh spletnih aplikacij, naročanj, spletnih obrazcev. Nimamo možnosti oprostitve plačila, tako kot pri pomoči na domu, pa tudi pri pomoči na domu se tega pravzaprav ne koristi veliko, pri nas imamo samo 4 uporabnike, ki to koristijo. E-oskrba ni možna pri osebah, ki nimajo družinskih članov, se pravi tisti, ki nimajo ključnih oseb, ampak se tudi zdaj z Telekomom že povezujemo in iščemo možnosti, kako premostiti tudi ta del. Pač ni univerzalna pravica, glede na to, da mi pokrivamo občini Krško in Kostanjevico, nas dostikrat kličejo potem iz sosednjih občin in sprašujejo, ali je možno te storitve dobiti tudi pri njih, ampak žal jim tega pač ne moremo ponuditi, ker je pač občina Krška bila tista, ki je nekako stopila korak naprej. Opažamo seveda, da se dodatek za pomoč in postrežbo koristi bolj kot socialni korektiv, ni nadzora nad porabo teh sredstev, vstopni prag v institucionalno varstvo je 65, mlajši ostajajo doma, demografske spremembe, preobremenjenost, sendviči in še bi lahko naštevala. Zakaj je potrebna naše mnenje, možnost izbire, uporabniki smo lahko vsi, vsak je rad doma, ker je varno znano okolje, usmerjeno na upravičenca, hitrejše okrevanje v domačem okolju, vse spremembe okolja so za naše uporabnike zelo stresne, tudi konec koncev razbremenitev sistemov socialnega in zdravstvenega varstva. Nekako ocenjujemo tudi, da je manjši finančni vložek, saj plačilo stroškov bivanja in vzdrževanja ostane uporabniku, pripeljemo pač kadre na dom uporabnika, vodena, stabilna kronična stanja v domačem okolju z pomočjo, ki jo zdaj pripeljemo domov, pravzaprav res lahko spremljamo počutje in stanje uporabnikov in pravočasno odreagiramo in se povežemo z zdravstvenimi službami. Na ta način izvajamo tudi preventivo padcev v domačem okolju, razbremenili bi z zakonom o dolgotrajni oskrbi sigurno tudi invalidsko varstvo. Vemo, da opažamo, da je veliko osebne asistence, ki so pravzaprav bolj uporabniki dolgotrajne oskrbe, kakor osebne asistence. Tudi okrevanje upravičencev, da se lahko sploh vključijo v neko diagnostiko ali nadaljnjo rehabilitacijo, varni odpusti v domače okolje. Toliko na hitro sem se trudila zelo hitra biti z moje strani in hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala za res izčrpno predstavitev in tudi že ste nakazali, kaj, kam, v katero smer pa se zdaj selimo tudi vsebinsko. Z nami je še enkrat zdaj gospod Bogdan Tušar, generalni direktor Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema, ki pa nam bo povedal, zdaj smo slišali veliko o tem, kakšne so izkušnje s pilotnimi projekti in kaj manjka, zdaj pa gremo v prihodnost, kaj pa bo, kaj pa prinaša predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Ja, najlepša lep pozdrav vsem skupaj še enkrat. Jaz bom sam tole dal. Se vidi, ne? Vidimo, ja. Ja, zakaj v bistvu potrebujemo zakon o dolgotrajni oskrbi? Mislim, da sta najboljše predstavili moji predhodnici, gospa Carmen pa gospa Vladka, ki sta bili pač del pilotnega projekta, ki ga je tudi vodilo Ministrstvo za zdravje. Zdaj bi mogoče predstavili, bom rekel, rešitve zakona o dolgotrajni oskrbi in morda šli samo skozi podatke, zakaj pravzaprav v Sloveniji potrebujemo čim hitreje zakon o dolgotrajni oskrbi. Prvo dejstvo je, ki je neizbežno in ki se ga vsi zavedamo, je ta, da se Slovenija stara. Leta 2030 bo praktično četrtina prebivalcev že starejših od 65 let.
V letih kasneje se ta delež števila prebivalstva samo še povečuje. Kar je pomembno, je tudi delež stroškov, ki jih namenjamo za zdravstvo in ki s staranjem odločno narašča, kar kažejo tudi podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Torej, Evropska komisija nas je že večkrat opozorila, da moramo vzpostaviti dolgoročno in finančno vzdržen sistem, ne samo zdravstva, ampak tudi v bodoče dolgotrajne oskrbe. Kar je ključnega pomena, je tudi to, da znamo nasloviti težave, ki v bistvu nastanejo staranjem prebivalstva, se pravi starostjo, se zagotovo povečuje tveganje za razvoj nekaterih bolezni. Predvsem tukaj izpostavljamo področje duševnih bolezni. Še zmeraj je večina ljudi, ki trpijo za demenco, obravnavanih doma v svojem domačem okolju in, bom rekel, na plečih nekih neformalnih oskrbovalcev, kar predstavlja tako obremenitev za ljudi, tiste, ki skrbijo in tiste, ki so oskrbovani. Kar je še posebej pereč problem je tudi ta, da se Slovenija po podatkih o smrtnosti oziroma o samomorilnosti starejših moških uvršča v sam vrh, kar je res zaskrbljujoče. In seveda to so dejstva, na katera pravzaprav v Sloveniji moramo odgovoriti z vzpostavitvijo nekega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo odgovarjal na vsa ta vprašanja, ki jih tukaj izpostavljamo. Dejstvo številka 4, ki je zelo pomembno, je, da je stopnja tveganja revščine pri oskrbi oseb nad 65 let presega povprečje Evropske unije. Tukaj mislimo predvsem pri starejših ženskah, kar je pa še seveda posledica nekih finančnih virov, glede na to, da znaša povprečna neto starostna pokojnina 640 evrov, je seveda ta delež in ta raziskava, ki je pokazala te rezultate, zelo zaskrbljujoča. To tako, kakor smo videli tudi pri predstavitvi pilotnih projektov, je bilo ugotovljeno in se še vedno ugotavlja, da se v Sloveniji uvrščamo na drugo mesto po številu oziroma po deležu tistih, ki so socialno izključeni, govorimo o starejših od 50 let. Tako to je posebno področje, ki ga je potrebno nasloviti in ki ga Zakon o dolgotrajni oskrbi tudi posebej izpostavlja. Šesti vidik, ki je zelo pomemben, da čim prej sprejmemo ureditev na področju dolgotrajne oskrbe, je neenakomerna porazdelitev služb, ne samo na področju duševnega zdravja, ampak tudi ostalih služb na področju Slovenije v bistvu. Tudi sedaj ugotavljamo in tudi cilj zakona je, da pravzaprav zagotovimo za primerljive potrebe, primerljive pravice. In nekdo, ki danes uveljavlja pravice do dolgotrajne oskrbe, na primer v Kopru, morda ni obravnavan enako kot na primer nekdo, ki biva na Ptuju. In to je tudi eden izmed ciljev zakona. Potem dejstvo številka 7 je, da se leta zdravega življenja se seveda povečujejo oziroma leta življenja se povečujejo, medtem ko leta zdravega življenja temu ne sledijo. In temu primerno je potrebno tudi v okviru sistemske ureditve Zakona o dolgotrajni oskrbi nasloviti tudi to področje. To so seveda tiste ključna dejstva, na katerih pač temelji usmeritev tudi Ministrstva za zdravje, ki je pripravljalec zakona oziroma predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Ostajamo ena izmed redkih držav v Evropski uniji, ki tega področja nima ustrezno urejenega in bi ga morala urediti. Na to nas opozarjajo tako Evropska komisija, kot nenazadnje naše lastne ugotovitve, in kar je pa tudi najbolj žalostno v bistvu na to, da se s tem moramo vzpostaviti čim prej, nas je opozorila ravno epidemija COVID-19, ki je pač pustila v sistemu socialnega varstva svoj odločen pečat. V resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva smo si zastavili, da bomo do leta 2025 sprejeli ustrezen zakon, ki bo naslovil probleme dolgotrajne oskrbe. In ministrstvo je tukaj v letošnjem letu podalo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Vlada je zakon tudi sprejela in ga posredovala državnemu zboru v obravnavo. Kaj je ključno, če pogledamo današnji čas, da 36% oseb še vedno prejema ustrezno pomoč v institucijah, nekako 34% na domu, manj kot 30% pa seveda prejema dodatni prejemek. Cilj seveda Zakona o dolgotrajni oskrbi je, da v bistvu ljudje, kljub omejitvam, ki jih pač prinaša starost in pa bolezen, čim dlje ostajajo v svojem domačem lokalnem okolju, s ciljem, da se čim manj
seveda obremenjuje sistem zdravstva kot taka. Zdaj, če pogledamo, kakšni so poglavitni problemi na področju urejanja dolgotrajne oskrbe, zdaj imamo številne zakone, podzakonske akte, ki urejajo pravice iz dolgotrajne oskrbe, od zakona o socialnem varstvu, zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Imamo eno nepregledno število različnih predpisov, pravice urejajo različni akti, obstajajo različne vstopne točke, različni postopki ocenjevanja upravičenosti potreb ljudi do dolgotrajne oskrbe. In seveda to na nek način prinaša oziroma vzpostavlja neenakost med prebivalci Republike Slovenije, zato je ključno, da pač sprejmemo neke enotna izhodišča, ki bodo veljavna in zavezujoča za vse prebivalce v Republiki Sloveniji. Kot sem že prej omenil, prevladujoči sistem upravljanja dolgotrajne oskrbe je še vedno formalna oskrba v instituciji, ki pa seveda ni prilagojena posamezniku in predvsem temelji na zdravstvenem modelu in pa predvsem na neki kurativi. Cilj naš je, da pravzaprav prilagodimo obravnavo vsakemu posamezniku, ker vsi ljudje smo si med seboj različni na številnih področjih in temu seveda morajo slediti tudi pravice iz dolgotrajne oskrbe in pa potrebe, ki iz teh pravic izhajajo. V praksi ugotavljamo tudi izrazito ločenost zdravstvenih in socialnih storitev v skupnostni oskrbi. Smo tudi ena, bom rekel, redkih držav, ki ima v bistvu to področje res zelo ločeno med seboj. Cilj zakona je, da vzpostavlja integrirano obravnavo zdravstveno in socialno na vseh področjih dolgotrajne oskrbe in to je nujno v prihodnosti, da te stvari poenotimo in seveda tudi uskladimo. Torej, namen zakona je seveda celovito in sistematično urediti področje dolgotrajne oskrbe in pa ustvariti takšne pogoje, da bo dolgotrajna oskrba dostopna vsem prebivalcem Republike Slovenije pod enakimi pogoji, na enak način, da bo ta obravnava in pa te pravice, ki se zagotavljajo, da bodo se zagotavljale kakovostno, na varen način, predvsem pa, da bo sistem, kakršnega bomo vzpostavili v Sloveniji, dolgoročno tudi finančno vzdržen. No, področje dolgotrajne oskrbe v Republiki Sloveniji naslavljamo že zadnjih 20 let. Prvi zakon o dolgotrajni oskrbi je nastal že davnega leta 2001-2002 pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sledili so številni zakoni, peti zadnji je seveda nastal pod okriljem MZ, se pravi Ministrstva za zdravje, in seveda zajema rešitev vseh tistih zakonov, ki so bili sprejeti pred njim. Zdaj minister, ko je seveda imel tiskovno konferenco in ko je predstavljal zakon o dolgotrajni oskrbi, se je lepo izrazil in je rekel, da je odgovornost tudi sprejemati odločitve. In odločitev ministrstva je, da ta zakon vendarle ugleda luč sveta in pride v obravnavo tudi v državni zbor. Tako da zdaj po 20 letih imamo zakon, ki je prvič in bo prvič tudi v obravnavi v državnem zboru, mislim, da v tem tednu, ko bo tudi opravljena splošna razprava. Kaj so tisti ključni cilji, ki smo jih poskušali zajeti v samem zakonu o dolgotrajni oskrbi, se pravi enotna ocena upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Kot sem že prej omenil, ta neenotnost in neenotna urejenost sistema dolgotrajne oskrbe, predvsem vstopnih točk in pa pogojev za vstop, je problematična v Republiki Sloveniji, zato je potrebno zagotoviti, da imajo vsi ljudje pod enakimi pogoji enake pravice oziroma primerljive pravice. Potem tudi možnost izbire načina koriščenja pravice. Se pravi, vsak posameznik po zakonu o dolgotrajni oskrbi lahko glede na kategorijo dolgotrajne oskrbe izbiral način, na kakršnega želi koristiti svoje pravice v dolgotrajni oskrbi. Kar je pomembno je tudi to, da zakon prinaša storitve, ki jih danes ne poznamo, oziroma ki danes niso financirane, bodo v prihodnje financirane iz sistema dolgotrajne oskrbe, to pa so storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Tukaj bi predvsem morda izpostavil psihosocialne storitve za posameznike, potem svetovanje za prilagoditev bivalnega okolja, potem pomoč osebam,
pri nekih obravnavah po obravnavi za demenco, naprimer, ne. Se pravi, številne te podporne storitve, ki bodo in naj bi pomagali ljudem, da čim dlje ostanejo samostojni v svojem lokalnem, domačem okolju. In mislim, da so ti pilotni projekti, o katerih smo prej slišali, predvsem pa njihovi rezultati kažejo na to, da je to možno in da so te storitve ene tistih ključnih, ki morda lahko pripomorejo k temu, da bodo ljudje ostajali doma dlje časa. Potem so tudi tukaj nove storitve e-oskrbe. Zakon prinaša možnost sofinanciranja e-oskrbe in zdravstvene nege na domu, kar je predvsem pomembno z tega vidika, da se Slovenija tudi digitalizira, ne, in da so take oblike lahko pripomorejo k temu, ne, da ljudje ostajajo lahko varni v svojem domačem okolju ob zavedanju, da če pride do nekega neželenega dogodka, da bo nekdo lahko z njimi vedno tam. Potem, kar je tudi ključnega pomena, je izboljšanje statusa družinskih pomočnikov. Že sedaj smo govorili o tem, da se večina skrbi na domu prevzemajo neformalni oskrbovalci. Po analizi so to večinoma starejše ženske. Zakon prinaša možnosti v bistvu, ne, da te oskrbovalci družinskega člana, da vstopijo v sistem socialnega zavarovanja, da so socialno zavarovani, da pridobijo tudi možnost nadomestila za izpadli dohodek, se pravi, dobijo povrnjeno 1,2-kratnik minimalne plače v Republiki Sloveniji, če seveda izstopijo iz trga dela in vstopijo v sistem dolgotrajne oskrbe kot seveda pomoč osebi, ki uveljavlja pravico do dolgotrajne oskrbe. In pa predvsem možnost nadomestne oskrbe do 21 dni, se pravi, da lahko v teh 21 dneh, ko imajo pravico do odmora, do počitka, oskrbo prevzame nekdo drug, ki pač je v sistemu dolgotrajne oskrbe. Kar je tukaj ključnega pomena in bi še rad izpostavil, je to, da dolgotrajna oskrba po novem zakonu naslavlja potrebe pravice za prebivalce Slovenije od 18. leta naprej. Torej ne samo za tiste, ki so starejši od 65 let, kot to velja sedaj, ne, kar je tudi ena izmed bistvenih in ključnih sprememb, se pravi, da prinaša ureditev pravic in financiranje pravic za dolgotrajne oskrbe tudi za mlajše od 65 let. Torej, sistemska ureditev izboljšanja pogojev dela in usposabljanja zaposlenih na dolgotrajni oskrbi in tudi COVID situacija je pokazala, ne, da je to nujno potrebno, ne, izboljšanje samih pogojev dela na področjih, ki jih naslavlja dolgotrajna oskrba. Kar ugotavljamo kot posebej pereč problem, je tudi učinkovit nadzor nad kakovostjo in varnostjo storitev, ki jih upravičenci prejemajo. Zakon je tukaj zelo, bom rekel, šel korak naprej in vzpostavil dolžnost ministrstva, da vzpostavi sistem kakovosti tudi v vseh izvajalcih dolgotrajne oskrbe in da ta nadzor tudi redno v oblikah, kot so predpisane v samem zakonu, redno spremlja od poročanja do izvajanja nekih nadzorov v obliki svetovanja, s ciljem seveda, da vsi izvajalci, ki bodo vstopali v sistem dolgotrajne oskrbe, zagotavljajo kakovostno in varno storitev za upravičence. In seveda višja transparentnost porabe virov, kar je tudi ključnega pomena, glede na to, da dolgotrajna oskrba zajema oziroma bo zajemala precejšen finančni vložek. Osebe, ki bodo upravičene do pravice dolgotrajne oskrbe, bodo lahko to pravico koristile v eni izmed teh 4 oblik. Se pravi, kot pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji, na domu, v obliki denarnega prejemka oziroma kot oskrbovalec družinskega člana. Zakon določa 5 kategorij, torej tista prva najlažja do 5. kategorije, v bistvu tista najtežja, ne. Se pravi, osebe, ki bodo uvrščene v 4. in 5. kategorijo, bodo upravičene tudi do oskrbovalca družinskega člana. Osebe, ki bodo vključene od 1 do 4. kategorije, bodo vključene tudi od 2. do 4. kategorije, bodo upravičene tudi do sofinanciranja in oskrbe na domu. In za vse pa, ki bodo pač koristile pravice iz dolgotrajne oskrbe, zakon omogoča dodatno tudi storitve za podporo ohranjanju samostojnosti in preprečevanju poslabšanja
njihovega fizičnega in pa psihičnega stanja. Zdaj, katere so tiste storitve v dolgotrajni oskrbi? Tukaj zakon v bistvu dodaja oziroma določa nek okvir pravic. Konkretne pravice bo seveda, oziroma konkretne vsebine na tem področju pri teh 3 pravicah, ne pa bo določil tudi podzakonski akt, ki je v pripravi na ministrstvu. Se pravi, če samo potegnemo po črto pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, se pravi, gre za pomoč pri oblačenju, pri umivanju in tako naprej. Potem je tukaj zdravstvena nega vezana na ta osnovna dnevna opravila, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, kot so na primer pomoč pri nakupovanju in tako naprej. In seveda dodatne storitve, kot smo že omenili, storitve za krepitveno hranjenje samostojnosti in pa storitve do e-oskrbe. Torej, kaj je tisti pogoj za pridobitev pravic iz dolgotrajne oskrbe? Pogoj je eden in edini, je ta, da pač oseba zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v nekem daljšem časovnem obdobju, ki daljše pač od 3 mesecev, oziroma je trajno odvisna od druge osebe pri opravljanju osnovnih in pa podpornih dnevnih opravil. Pogoj za to je tudi, da je skladno, oziroma da bo oseba skladno z ocenjevalno lestvico ocenjena kot oseba, ki je upravičena do dolgotrajne oskrbe. Kot smo lahko že prej slišali, v okviru pilotnih projektov se je testirala tudi vstopna lestvica v sistem dolgotrajne oskrbe. In mislim, da je pilotni projekt naslovil tiste ključne vsebine, ki jih povzema tudi ta ocenjevalna lestvica, ki bo po novem enotna in bo veljala za vse enako. Danes nimamo enotne ocenjevalne lestvice in to je ključnega pomena, če želimo zagotoviti enakopravno in enakovredno obravnavo vsem prebivalcem Republike Slovenije. Potem ima lastnosti zavarovane osebe v obveznem zavarovanju, takrat, ko bo pač zakon uredil tudi področje zavarovanja na področju dolgotrajne oskrbe in pa seveda, da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, predvsem pa, kar je ključnega pomena, tudi, da ta oseba ne uveljavlja oziroma ne prijema drugih pravic po nekih drugih predpisih. Ampak pač mora oseba vstopiti v sistem dolgotrajne oskrbe in ne more prejemati teh pravic, ki bi bile med seboj lahko kakorkoli v navzkrižju. Torej, enotna ocenjevalna lestvica za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, ki je bila testirana in ugotovljena njena primernost tudi v okviru pilotnega projekta. Kar je tudi pomembno in kar je tudi cilj Ministrstva za zdravje, je, da so kriteriji ocenjevanja enotni in definirani na nacionalni ravni. In tako seveda veljajo za vse tiste, ki bodo pač vstopali v prihodnosti v sistem dolgotrajne oskrbe. Enotna ocena upravičenosti do dolgotrajne oskrbe bo sicer konkretno opredeljena v podzakonskem aktu. Zakon pa naslavlja tiste ključne vsebine, ki jih bo potrebno presojati pri utemeljenosti oziroma upravičenosti osebe do pravice dolgotrajne oskrbe, se pravi od zmožnosti gibanja v okolju, kjer prebiva, tudi kognitivnih, komunikacijskih spretnosti in sposobnosti, potem njeno vedenje, njeno duševno zdravje, sposobnost spoprijemanja z boleznijo, potem njeni socialni stiki, aktivnosti izven domačega okolja, sposobnost opravljanja gospodinjskih opravil, teh 8 področij nekako bodo tista ključna, ki se bodo presojala, ali oseba je upravičena do tega, da lahko uveljavlja pravice do dolgotrajne oskrbe. Podobno kot je bilo to v pilotnem projektu, se bo tudi v tem primeru postopek za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe začel z vlogo zavarovane osebe ali pa njenega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca. Ta ocena upravičenosti se bo opravila v domačem okolju, kjer oseba prebiva. To je pač cilj zakona, da lahko tudi tisti, ki bo ocenjeval, dejansko vidi razmerje, v kakršnih oseba biva, pa tudi ta širši vidik, vidik uveljavljanja pravic iz dolgotrajne oskrbe.
Torej, vstopna točka bo enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ki bo tudi po letu 2025, če bo sprejet zakon o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, tudi nosilec tega zavarovanja. Zato je bilo pač tudi odločeno, da zavod prevzame vstopno točko za ocenjevanje pravic iz dolgotrajne oskrbe in strokovni delavec Zavoda za zdravstveno zavarovanje bo na podlagi pač prejetih informacij, intervjuja po postopku, ki je predviden zakonom, tudi pripravil in skupaj z upravičencem izdelal načrt priporočenih storitev. To je tisto ključen segment, v katerem bo posameznik lahko, seveda, če bo sposoben, tudi na nek način vplival na to, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo posamezne storitve za njega izvajale. Na podlagi tega izdelanega načrta o pravicah do dolgotrajne oskrbe bo potem izdana tudi odločba Zavoda za zdravstveno zavarovanje o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in na podlagi te odločbe bo lahko oseba, ki je upravičena do dolgotrajne oskrbe, z izvajalcem dolgotrajne oskrbe tudi sklenila izvedbeni načrt, v katerem bodo pač podrobneje opredeljeni načini, obseg izvajanja pravic iz dolgotrajne oskrbe. Kdo so seveda izvajalci storitev do dolgotrajne oskrbe po samem zakonu? Zakon tukaj je zelo širok v bistvu. To so lahko seveda javni zavodi, pa tudi druge pravne osebe, se pravi katerekoli javne in zasebne ter samostojni podjetniki, posamezniki in pa fizične osebe, ki samostojno opravljajo svojo dejavnost. V zakon je bilo potem vključen kot izvajalec tudi so bili vključeni tudi nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki pač bodo opravljali dolgotrajno oskrbo v obliki bivalnih enot. Pomembno pri tem je, da morajo vse te osebe, ki bodo izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe, pridobiti obvezno dovoljenje za opravljanje dolgotrajne oskrbe, ki jim ga podeli Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v primeru negovalnih domov pa tudi Ministrstvo za zdravje. In tudi vsi ti izvajalci storitev do dolgotrajne oskrbe bodo zavezani k izvajanju kakovostnih in varnih storitev na način, kot ga tudi predvideva zakon in bodo tudi ustrezno nadzirani na tem področju, ker to je ključnega pomena ljudi, da ne prepuščamo v skrbo nekomu, ki tega ne bo seveda mogel zagotoviti. Kdo so seveda tisti izvajalci po samem tipu dolgotrajne oskrbe? Se pravi, to so izvajalci dolgotrajne oskrbe, ki bodo dolgotrajno oziroma storitve dolgotrajne oskrbe zagotavljali v samem domu upravičenca. Potem so to bivalne skupine, se pravi, to so manjše skupine, v katerih se bodo zdravstvene storitve zagotavljale v okviru patronažne službe. Potem bodo to oskrbovani domovi oziroma oskrbni domovi, se pravi, to na nek način je zelo podobno kot današnji domovi, kjer se bodo pač zagotavljali tako zdravstvene storitve, zdravstvena nega, fizioterapija in delovna terapija. In zakon seveda uvaja nek nov tip izvajalca dolgotrajne oskrbe, to pa so negovalni domovi, kjer gre pa za negovalne domove, ki bodo predvsem namenjeni upravičencem s kompleksnejšimi medicinskimi potrebami. Torej bodo morali 80% kapacitet nameniti osebam, ki v bistvu imajo zahtevnejše potrebe na tem področju in s tem tudi naslavljamo problem, ki je danes pereč tudi, pomanjkanje teh kapacitet in pa seveda ustrezen odziv tudi na to, da osebe ne ostajajo v bolnišnicah ali pa ko gredo iz bolnišnic oziroma ko so odpuščeni iz neke oskrbe, pa ne morejo nikamor in doma pa niso ustrezno obravnavani. Zdaj, seveda, zakon o dolgotrajni oskrbi je zelo pomemben zakon, ki pravzaprav uvaja nov steber socialne varnosti v Republiki Sloveniji. Od leta 2091 nismo, mislim, da imeli takega zakona, ki bi na tako pomemben način in tako obsežen in kompleksen način v bistvu uredil in prestavil temelj v bistvu sistema socialnega varstva v Republiki Sloveniji. Prav iz tega razloga zakon tudi predvideva, da se bo zakon uveljavljal in pravice do dolgotrajne oskrbe v prihodnosti uveljavljale postopoma. En pomemben vidik tukaj je seveda tudi kadrovski vidik in finančni vidik.
zato je pomembno, da najprej uredimo področje dolgotrajne oskrbe v institucijah, se pravi tam, kjer dolgotrajna oskrba poteka na ustrezen način že danes, in pa pri oskrbovalcu družinskega člana, medtem ko dolgotrajno oskrbo na domu oziroma v obliki denarnega prejemka se ureja od leta 2024 naprej. Ja, zelo pomembno področje financiranja storitev v dolgotrajni oskrbi. Zdaj tisti, ki spremljate debato v okviru sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi, ne lahko stalno slišite ta očitek, da pravzaprav zakon ne naslavlja oziroma prepušča to rešitev letu 2024 oziroma vladi, ki bo takrat na mesto, da bo pa sprejela ustrezen zakon oziroma predlagala ustrezen zakon, ki ga bo sprejel Državni zbor in ki bo uredil to področje zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Tudi te rešitve smo že imeli v zakonu o dolgotrajni oskrbi, pa zakon, tudi tukaj so bile težave in tudi zaradi teh razlogov zakon nikoli ni šel naprej. Zato smo se, oziroma so se na ministrstvu, ko so pripravili tale zakon, odločili, da vendarle postavimo nek okvir, da začnemo s pravicami iz dolgotrajne oskrbe, ker to nujno potrebujemo in ne moremo čakati še 5 in 10 let, da se dogovorimo na neki družbeni ravni, kakšen sistem si bomo želeli. Zato smo rekli, oziroma je bilo rečeno, da se del dolgotrajne oskrbe financira iz prenosa sredstev, ki že sedaj se vplačujejo za pravice iz dolgotrajne oskrbe na področju zdravstva, se pravi ZZZS, in na področju pokojninskega zavarovanja, se pravi prenos dela teh sredstev, medtem ko bo manjko teh sredstev do potrebnega števila, ki ga bomo pač potrebovali za zagon tega sistema, bo pokril državni proračun. Sredstva so zagotovljena, seveda zakon pa tudi določa, da bo do leta 2025 potrebno sprejeti zakon o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki bo pač uredil od prispevne stopnje načina zavarovanja, kakšen bo primerni način zavarovanja. Zdi se, da če zakon ne bo sprejet, to ne pomeni, da bo sistem dolgotrajne oskrbe v letu 2025 padel, ampak se bo financiral naprej, ker gre za tako pomembno področje. Tudi če pogledamo podobne ureditve v državah, mislim, da 5-6 evropskih držav, predvsem severnih, zagotavlja financiranje teh storitev neposredno iz državnega proračuna. Zelo malo držav je tistih, ki v celoti veže financiranje teh storitev na neko prispevno stopnjo. Tudi zadnja kriza finančna nam je pokazala, da če bomo vezali neke storitve samo na ta del, to ne bo zadosti, ker pač ta nihanja lahko bistveno ogrozijo. Zato moramo zagotoviti čim več virov, ki bodo vzpostavili učinkovit in pa dolgoročno stabilen sistem financiranja dolgotrajne oskrbe. Torej, povzetek, še enkrat bi želel poudariti, da je zakon v zakonodajnem procesu, mislim, da bo v sredo ali četrtek tudi opravljena splošna razprava na ta zakon. Mi se seveda veselimo, da je ta zakon vendarle prišel tako daleč, da pravzaprav lahko tudi na najvišji ravni v Državnem zboru govorimo o teh stvareh, ker so nujne, da jih sprejmemo čim prej, predvsem pa, da morda oblikujemo, ker vemo, da zakon pač ni idealen, tudi nove rešitve mogoče, ali pa izboljšamo besedilo, ki je bilo v sedanjem zakonu, s tem namenom, da se končno odločimo in naredimo ta korak naprej in dosežemo to, da vendarle ugotovimo, da sistem res potrebujemo in da ga na nek način tudi vključimo v naše vsakdanje življenje. Predolgo traja to sprejemanje od leta 2002, torej v tem zakonu so povzeti dejansko ves trud in delo vseh tistih, ki so skozi leta pač poskušali nekaj narediti na tem področju. Predvsem pa ključnega pomena je, da še enkrat ponovimo, je v tem, da pač upravičenci s primerljivimi potrebami lahko prosto dostopajo primerljivih pravic, ne da je nekdo v Kopru obravnavan drugače kot na Ptuju, oziroma mu občina tam zagotavlja nekaj več, kot morda dobi nekje drugje. Da lahko upravičenci individualno odločajo med različnimi pravicami, ki jih želijo uveljavljati, in pa storitvami, ki jih želijo koristiti, da lahko dostopajo tudi do novih storitev, ki so zelo pomembne, ki pomagajo ljudem, da ostajajo dlje časa v svojem lokalnem okolju, domačem okolju, kjer se počutijo zagotovo bolj prijazno in bolj prijetno. Zakon prinaša tudi sofinanciranje storitev e-oskrbe, da izboljšuje status današnjih družinskih
pomočnikov, predvsem pa sistemska ureditev in pa izboljšanje pogojev dela na področju dolgotrajne oskrbe prinaša učinkovit nadzor in pa pač neka višjo transparentnost porabe virov. Dve očitki, ki jih v zadnjem času poslušamo na področju zakona o dolgotrajni oskrbi, eden je da pač ni urejeno financiranje, o tem sem že nekaj povedal. Drugi je ta, da je zakon zelo zakomplicirano zapisan. Zdaj pač zakon je zakon, prinaša pač neke vsebine, ki so res zahtevne. Očitki so tudi v tej smeri, da v bistvu veliko stvari zakon prepušča podzakonskim aktom. Mi pa želimo poudariti, da v bistvu gre za področje, ki se bo nenehno razvijalo in se bo razvijalo tudi naprej. Tudi ko bomo zakon sprejeli, bo lahko naprej se bodo stvari razvijali. Zato moramo biti na tem področju fleksibilni, kar se tega tiče. Predvsem pa si želimo, da bi vendarle uspeli doseči ta konsens, ugotoviti, da so te pravice do dolgotrajne oskrbe pomembne za vse nas, ki bomo sčasoma vstopali v ta sistem. In je prav, da pač takšne rešitve podpremo in nazadnje jih je oziroma so jih testirali tudi v pilotnih projektih, v pilotnih okoljih in mislim, da rešitve kličejo po temu, da vendarle gremo v tej smeri. Hvala lepa za enkrat. Najlepša hvala tudi gospodu Bogdanu Tušarju za to res izčrpno predstavitev. Še vedno vas je z nami več kot 130. Precej smo prekoračili predviden čas za to današnjo javno predstavitev. Pripravljen imamo še en videoposnetek in sicer videoposnetek, ki prikazuje pilotni projekt iz Krškega, kako je tam vse potekalo, kar je bilo že predstavljeno. Tako da v bistvu v tej točki bi počasi zaključila z vsemi govorci, ki so bili z nami, če morda kdo želi podeliti še kakšno zaključno misel. Sicer bomo počasi končali za danes in vas povabili, da si skupaj ogledamo še ta drugi video, ki smo ga pripravili za današnji program. Tako da sprašujem, če bi morda kdo še z zaključnimi mislimi. Ne. Potem res zahvala vsem govorcem, ki ste bili danes z nami. Morda bo predsednica profesorica doktorica Bejović še za zaključno mislijo. Hvala za besedo. Jaz bi se samo najlepše zahvalila vsem predavateljem. Gre pač za izhodišče, za konstruktivno javno razpravo, za katero ne dvomim, da bo potekala, ker smo vsi res zainteresirani, da se razmere uredijo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mislim, da je to res lepa misel, da zaključimo današnje skupno druženje. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Zdaj pa vas vabim, da si res pogledamo še zadnji video, ki smo ga pripravili za danes in vas lepo pozdravljamo. Gospa Jelka skupaj z možem prebiva v blokovskem stanovanju v okolici Krškega. Na svoj dom je zelo navezana in se kljub starosti trudi ostati aktivna in samostojna. Njeno življenje pa se je povsem spremenilo po padcu, ko je ostala priklenjena na posteljo. Takrat, ko sem pala, ko so me obrezce pelali, je bila moka taka, pa sem imela gips do tukaj gor. To je katastrofalno. Za projekt Most je izvedela njuna hčerka in se obrnila na Center za socialno delo Posavje za vse informacije o prijavi na storitve projekta. Po pripravi osebnega načrta za izvajanje dolgotrajne oskrbe jo je začel obiskovati fizioterapevt. Se pogovorimo, kaj bomo delala pa vse in pol takoj začnemo in delamo. Vaje take, da te zmoč čist, da si čist gnil, da vse teče s tebe. Že po 14 dneh je bil napredek neverjeten. Noč pa dan. Zdaj smo res tukaj napredovali, da lahko rečem res, da roke je res faca da prava, tako da res zna pomagati. Še obrniti se ni mogla sama ne pošli. Nisem se obrnila. Sam tam se v sobi trapez, imela trapez, se vlekla gor pa se je obračala. Zdaj se lahko pa sama obrne. In isto se brez trapeza se lahko tudi usede. Prej se ni mogla brez trapeza usedeti. Se mogla trapez prijeti,
pa pognati za vsela. Ni copata v celi Krški Abreški občini, da bi dobil copat za njeno nogo. In tisti dober, da v koncu je predolg gor narejen, ona mi je pa najbolj zatekla noga. Zdaj pa mi jo copat normalno bojimo. Pa noga še povita, prej pa ne povita, pa ne obut. In prvi smo šli tukaj 6 stopnic, no zdaj smo prišli pa že do 32. Šele ko sam prideš v situacijo, da potrebuješ pomoč pri oskrbi svojega ljubljenega, se zaveš izjemne pomembnosti projekta Most. Ta prinaša možnost odločitve ljudem, ki potrebujejo pomoč in si ne želijo iti v domove za starejše. Omogoča jim, da ostanejo v varnem okolju doma in imajo obenem vse potrebne storitve, kot bi bivali v organiziranih ustanovah. Vsak človek je pomemben, pravijo pri projektu Most, kar se začuti pri vsakem njihovem obisku, pri njihovih uporabnikih in se vidi pri vsakem nasmehu ali dotiku dlani, ki ga dobijo v zahvalo. Sam projekt je v bistvu odgovor na večletne izražene potrebe naših, predvsem starejših občanov, po neki celostni, integrirani oskrbi v okolju, kjer živijo. Je Slovenija vse starejša, vse več je starejših ljudi in jih pač potrebno na nek način ponuditi to storitev. Tako da je v bistvu v tem projektu je sigurno prihodnost. Kar se tiče sistema kot takega, mislim, da vse skupaj malo zaostaja, da se premalo angažiramo, še zmeraj kot družba se angažiramo in posvečamo tej starejši populaciji. Veliko sredstev se nameni mladim, otrokom, starejši so nekoliko pozabljeni. Skratka, s tem projektom definitivno lahko rečemo, da je pridobitev, ki jo občani cenijo. Že v začetku, ko smo nekako dobili prvo pobudo iz strani občine Krško, ki je nekako res kot občina zaznala potrebo po tovrstnih storitvah, smo skupaj z njimi za isto mizo sedli različni akterji, različni deležniki iz različnih sektorjev. In vsi skupaj ugotovili, da je izrednega pomena, da sodelujemo, da se povezujemo in da mrežimo storitve, kar pomeni, da ne podvajamo dogodkov, da se nekako slišimo, da se dopolnjujemo vsak za svojimi storitvami in da konec koncev nobena stroka ni pomembnejša od druge. Med konzorcijskimi partnerji so poleg občine Krško tudi Zdravstveni dom Krško, Dom starejših občanov Krško, Varstveno-delovni center Krško Leskovec in Splošna bolnišnica Brežice. Podporni partnerji pa so različna društva, Društvo upokojencev, Sonček, Sožitje, Hospic ter Društvo gluhih in naglušnih Posavje. Sodelovanje s partnerji se je izkazalo za zelo uspešno in poteka v obeh smerih. Številni uporabniki storitev projekta Most so namreč vključeni v posamezna društva in organizacije ali pa v določenem trenutku potrebujejo storitve partnerjev. Sodelujemo na ta način, da hodijo k nam, v bistvu k našim uporabnikom iz projekta Most opravljati posamezne storitve. Storitve se predvsem navezujejo na fizioterapijo in kineziologijo, seveda pa lahko uporabljamo tudi vse ostale storitve, ki jih preko projekta Most pač se nudijo. Zdravstveni dom Krško sodeluje v projektu Most za zaposlitvijo patronažne medicinske sestre. Tak profil se nam je zdel tudi smiselen kot zaposlitev, ker naš zdravstveni dom pač pokriva oskrbo starejšega prebivalstva v občini, predvsem s patronažno službo. Tako da so te izkušnje, ki jih bomo dobili skozi projekt Most, dobrodošle tako za sodelovanje z našimi izbranimi osebnimi zdravniki družinske medicine, ki imajo stik s patronažnimi sestrami, s samim projektom Most, kajti svojci so tisti, ki so neka vez med izbranim osebnim zdravnikom in pa tistimi pacienti oziroma oskrbovalci na domu, za katere skrbijo v projektu Most. V Splošni bolnišnici Brežice se srečujemo z precej težavami, ko se akutna obravnava za določene paciente konča, pa ti potem niso sposobni več samostojnega življenja oziroma nimajo svojcev, da bi lahko poskrbeli za njih. Ker vidimo, da je potreba po ureditvi dolgotrajne oskrbe, smo se v štartu priključili tudi temu projektu.
Sodelujemo s koordinatorkami Centra za socialno delo pri oceni stanovalcev. V okviru izvajanja projekta so uporabniki, ki so vključeni v projekt Most, dobili možnost kratkotrajne namestitve v našem domu, kar je vsaj za kratek čas razbremenilo njihove svojce, ki sicer skrbijo zanje. Smo invalidsko društvo, ki ima v svojih vrstah precej članov starejše generacije, tako da so storitve, ki so za nas zelo pomembne, to so recimo področje psihosocialne pomoči in pa zdravstvene nege, zelo dobrodošle. Za nas je to velika dodana vrednost, kajti v zdravstveno-terapevtskih kolonijah imamo strokoven kader, ki je usposobljen, ki znajo delati z našimi uporabniki in z našimi člani, tako da jaz sem zelo srečna in upam, da se bo to nadaljevalo še naprej. Naše sodelovanje izgleda tako, da strokovni delavec projekta Most pokliče, ko prepozna na terenu družino, ki bi potrebovala našo pomoč. Potem se vključimo v to družino, se pravi se dogovorimo za srečanje, kjer poskušamo slišati potrebe naših uporabnikov in potem prilagodimo temu naše obiske. V Društvu gluhih nedrušnih Posavja Krško smo s projektom oziroma z zaposlenimi v projektu Most pričeli sodelovati še pred začetkom izvajanja tega projekta, in sicer v fazi, ko so zaposleni želeli pridobiti informacije o posebnih potrebah oseb za izgubo sluha. Zato smo v našem društvu pripravili razne izkustvene delavnice, spoznavanje znakovnega jezika, spoznavanje s tehničnimi pripomočki za uporabnike za izgubo sluha. V tem letu smo že začeli sodelovati in so naši starejši občani, upokojenci, zelo zadovoljni s takšnim načinom. Želim pohvaliti, da v Krški občini že izvajamo program Starejši za starejše, projekt Most, in se nam odpirajo še novi projekti, tako da smo lahko prav zadovoljni in ponosni na delo družbenih dejavnosti v Krški. Projekt Most temelji na dobrih odnosih in povezovanju med sodelavci in strokovnimi delavci iz različnih institucij. Na lokalni ravni postaja vse bolj prepoznaven in tudi dobro sprejet. Poseben poudarek namreč dajo na vključevanje lokalne skupnosti in nevladnih organizacij. Večkrat mesečno organizirajo različne delavnice in izobraževanja za partnerje ter neformalne oskrbovalce. Tako se ustvarjajo skupnost, kjer so pomembne vrednote, kot so solidarnost, medsebojno spoštovanje in sobivanje. Jaz sem zelo vesela, da sem dejansko v tem finančnem delu sodelovala pri tem projektu in imela tudi zelo dobre odnose tekom trajanja projekta. In še imamo z Ministrstvom za zdravje, z našo direktorico, s partnerji. Pri mojem delu mi največ pomeni to, da imamo možnost ljudem se približati na njihovem domu, v njihovem okolju, kjer se ponavadi najbolj počutijo. Zavedanje, da delam nekaj zase, za svoje bližnje, da bo lahkotnejši korak v starost. Ker zame to pomeni izziv, ker lahko s svojim delom in pa svojim znanjem pomagam ljudem v domačem okolju. Mi zelo veliko pomeni osebno, če lahko človeku pomagam, da živi boljše, kvalitetnejše življenje. Dobro promocijo in boljšo prepoznavnost delovne terapije v skupnosti. Predstavlja mi dobrodošlo spremembo in nov izziv. Jaz sem zelo ponosna na to, da sem članica tega projekta in zelo si želim, da bi ta projekt čim prej postal vseslovenski. Največ mi pomeni to, da sem del ekipe več različnih strok, se pravi, da delujemo za naše uporabnike dolgotrajne oskrbe celostno. Veliko mi pomeni, ker vidim vesele uporabnike. Če pa recimo vzamem en specifičen primer, ne vem, ena gospa, ki sem delal z njo 2 do 3 mesece približno, in v tem času se ni nikoli nekako nasmejala, ampak enkrat mi je pa uspelo in to je meni bilo tisto. Projekt mi nudi raznolikost delovnih izzivov. Jaz bi rad samo povedal, da sem zelo vesel, da sem del projekta Most. Zelo rad pomagam ljudem. Našim uporabnikom želim svojim znanjem, izkušnjami in svojim delom omogočiti čim kvalitetnejše življenje v njihovem okolju. In če bi izbrala še enkrat poklic, bi izbrala ravno to delo. Ponosna sem, da sem del Mosta, s katerim povezujemo ljudi in različne službe.
Projekt nam kaže pot, kako je potrebno urediti sistem dolgotrajne oskrbe. Predvsem pa se preko projekta kaže, kako nujno je sprejeti ustrezno zakonodajo, ki bo dolgotrajno oskrbo uredila in vpeljala v slovenski prostor. Na projektu si osebno prizadevam, da lahko spremljamo podatke, ki omogočajo kvalitetno analizo izvajanja projektnih aktivnosti, s tem ciljem, da bi presegli same zahteve javnega razpisa in bili koristno za vse, za uporabnike, za izvajalce, kot tudi za snovalce politik. V vsakem izmed naših izvajalcev vidim resnično izredno dragocen kader, izredno dragocene ljudi. Ljudi z velikim srcem, z veliko željo pomagati, narediti neko spremembo v svetu, kakršno si vsak želi. In sem ponosna, da lahko delam za takšno ekipo, za vsakim posebej. Zakaj? Zato, ker postavljamo in delamo neke temelje, ki niso samo temeljni prihodnosti za naše uporabnike, ki jih zdaj oskrbujemo, ampak tudi temelji za mojo prihodnost in temelji za naše otroke, ki nam bodo sledili.